Kaj pa sploh je orientacijski tek? Orientacijski tek je disciplina, športna, pri kateri tekmovalec s pomočjo kompasa in pa karte, ki jo dobi na štartu, poskuša čim hitreje priti od štarta do cilja. Kaj pa je bolj pomembno, da imaš dobro orientacijo ali da bolj hiter tečeš? Oboje je zelo pomembno. Zelo fino je, da si hiter, ampak spet ne smeš biti pa prehiter. Ker če si prehiter, potem možgani ne znajo več dobro delati in se zelo hitro zgubiš oziroma zaideš. Tako da tehnika je tudi zelo, zelo pomembna. Se pravi, da znaš dobro oceniti, kje si, kam bo šel. Kaj so vsi ti znaki na tem zemljevidu? Kaj to sploh pomeni? Ja, se pravi, kar je belo, vse to je gozd. Kar je zeleno, je tudi gozd, tem, da je veliko težje prehoden. Potem, kar je rumeno, to je odprto področje, se pravi travniki, polja. Potem imamo kar nekaj poti, bi mogoče vedela, kaj bi bila tukaj pot na tem zemljevidu. Ta črna črta. Točno tako, črne črte, to so poti. Imamo še modre črte, ki so potoki. Kaj pa sploh dač bo naša naloga? Se pravi, naša naloga bo, da obiščemo vse kontrolne točke. Od štarta, ki ga na karti označimo s trikotnikom, potem pa po vrsti, po številkah, se pravi 1, 2, 3, 4, 5 in 6 in da vse te kontrolne točke tudi najdemo. Vidim, da imate tukaj na mizi ful ene opreme, kaj pa je sploh to? To so pripomočki, ki jih uporabljamo pri orientaciji, se pravi, poleg kompasa in pa karte, orientacisti uporabljamo še kar nekaj stvari. Ena stvar je čip, to si lahko videl, kar vsak enega vzameta, ki ga boste danes rabila. S čipi mi merimo čas na progi in te čipe potem v take postaje vtaknemo, da nam zaznajo, kdaj smo bili na kontroli in če smo kontrole res obiskali. Kako pa to sploh deluje? Se pravi, vedno, ko pride Brina na kontrolo, najde tam prizmo, na prizmi tako postajo in ko takole zapiska, ve, da je opravila. A ti je jasek? No, super, vidim, da imate že vso opremo, tako da zdaj lahko počasi kar gremo. Kaj če se zgubimo? Mi orientacisti nikoli ne rečemo, da se zgubimo, ampak samo, da zaidemo z idealne linije. V resnici pa moraš biti malo pazljiv, če ne veš, kje si, da poskušaš najti kakšen tak zelo izrazit objekt, se pravi kakšen hrib, kakšno reko, kakšno močno cesto in se potem po njej probaš orientirati in veš, zopet se relociraš, se temu reče, da se ponovno najdeš na zemljevidu. A tukaj bomo zdaj začeli tek? Ja, tukaj smo zdaj na karti, pri trikotniku. Se pravi, v naravi je pa to tale štartna zastavica in tukaj boste videla, če sta že počistila, tudi dala noter svoj čip in lahko štartata. Jaz bi šla pa tako, jaz bi šla pa tako, ne? Jaz se pa izrekla, pa bolj sam. A zdaj, na petku moramo jo! O, to je štart! Zdaj smo tle in bomo šli naprej še na peto, ker pa isto kot prva, se pravi tam dol. Vidiš? Gremo tukaj in gremo tam, kaj je bila prva. Nekaj si zadihan. Šprintaš, mane? Super, se je dal Zdaj mi treba na polno, ali? Super. Zdaj pa jaka pircolog. 4,25. Tako. 4,25, ja, bravo, ja. Ajde! Ajde, Alisa, ajde! Alisa, ajde, Alisa! Ajde, Alisa! Ne, to je star! Bili ste zelo v redu, ko ste učitali, smo zdaj preverili vaše rezultate, kar nekaj vas je šlo zelo, zelo dobro. Najboljši čas je bil 3 minute pa pol, to je bila naša mladinka Tina, potem pa še ostali Nejc, Anže, Ajda. Zdaj, če vaju tudi zanima, sem ugotovil, da Jaka je najprej naredil eno napako. Kaj se je zgodilo? Ja, malo smo se šla, ker smo bila kompas malo na robe obrnili, pa smo šla malo na jug. Tudi to se zgodi, zato je treba zelo dobro in natančno brati zemljevid. Ko si šel ta druge, je šlo pa boljše. Ja. Super. In si zelo dober čas tudi imel. Alisa, tudi tebi vidim, da je šlo zelo dobro. Si imela kaj težav? Ne. Sam so mi tudi pomagali. So ti punce pomagali? Ja. Bravo! Bravo, je šlo? Hvala vsem!